Doktorica Alenka Seliškar je profesorica na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeni področji sta veterinarska anesteziologija in intenzivna terapija. Je vodja oddelka za anesteziologijo na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Je mentorica mnogim študentskim nalogam, je avtorica mnogih člankov, soavtorica kar 3 učbenikov, sodna izvedenka in še bi se našlo. Predavate na fakulteti, delate na Kliniki za male živali, ste raziskovalka. Kako povezujete znanstveno-raziskovalno delo, pedagoško delo in še klinično delo? Najprej lepa hvala za tako predstavitev. Torej, moje delo je kompleksno, povezava vseh teh področij, kot ste že omenili. Namreč ne moreš biti dober učitelj, ne da bi bil hkrati klinik. Seveda, ko delamo klinično delo, hkrati potem z nami delajo študenti in seveda tudi naše raziskave so velik del usmerjene na klinično delo. Se pravi, izvajamo klinične raziskave, nekaj malega tudi predkliničnih. Se pravi, v bistvu gre za mešanico, tako da težko rečemo, da sem samo pedagog ali samo raziskovalec ali samo klinik. Sem v bistvu kombinacija vsega. Se pravi, ne more biti samo nekaj od tega, ali pa si slab v tem. Če hočeš biti dober, moraš početi vse. Tako je. Jaz si ne predstavljam, da bi kot recimo učitelj kliničnih veščin, se pravi anesteziologije, bila samo učitelj na papirju. Se pravi, moram dnevno delati s pacienti, jih anestezirati, da lahko potem te svoje znanje in izkušnje naprej predajam študentom. Mnogim ste znani predvsem z Klinike za male živali Univerze v Ljubljani, kot dobri angel, ki nas sprejme, ko imamo težave s svojimi ljubljenčki. Če pridemo na Kliniko za male živali, s kakšno živaljo pa lahko pridemo tja? Imam lahko recimo kačo, pa pridem na Kliniko za male živali. Naša Klinika za male živali sprejema pse in mačke, medtem ko te druge živali, se pravi eksotične ptice, mali sesalci, kot so recimo kunci, glodavci in tako dalje, te se pa obravnava na drugih oddelkih naše fakultete. Kako pa na primer poteka vsak dan na Kliniki za male živali? Torej, moj delovni dan se začne zelo zgodaj, precej rano sem že v službi, najprej kratek pregled pošte, potem da pregledamo, če so slučajno kakšne stranke že preko noči me kontaktirale, tudi to se dogaja, preko elektronske pošte veliko sporočil dobim, sploh v kontekstu protibolečinskega zdravljenja, ker delujem tudi v protibolečinski ambulanti. V 7:30 pa so že prvi sprejemi, kjer sprejemamo stranke oziroma naše paciente za obravnavo v anesteziji. Zdaj, kar se tiče anestezije, imamo več delovišč, se pravi, nekaj anestezistov nas je na kliniki, vsega skupaj 5, in potem se razdelimo delo ali na stomatologiji, na kirurgiji, potem živali, ki morajo biti anestezirane za razne preiskave, kot je CT, potem za živali, ki jih je potrebno anestezirati za elektrokemoterapije, tako da veliko je teh enot, oziroma ne enot, delovišč, kjer delamo, in dejansko potem, ko te živali sprejemamo, to je kar proces, traja lahko kakšno uro, uro pa pol, da so vse tiste, ki so dnevno naročene, sprejete, seveda pogovori z lastniki, soglasja in vse, kar želijo, potem se pomenijo z nami pred posegom in potem se pač gre od ene do druge po vrsti. Seveda, mi se vedno želimo, da bi se to speljali nekje v rednem delovnem času, ampak zelo, zelo pogosto se potem zgodi, da imamo dnevne urgence, praktično iz vse Slovenije, tudi iz zamejstva nam prihajajo razne take živali in pač to je treba seveda podelati. Tako da včasih je dan zelo dolg. Ampak tukaj vidim veliko paralel s humano medicino, ko ste omenili stomatologija, protibolečinska ambulanta, urgenca, vse to, kar počne humana medicina, počnete pravzaprav tudi vi. Tako je, ja. Imate različne oddelke za vaše paciente, kot ste rekli, tudi... Znotraj naše klinike imamo recimo oddelek, poleg oddelka za anesteziologijo, kjer jaz delam, imamo oddelek za kirurgijo, potem za interno medicino, potem za slikovno diagnostiko, ki zajema rentgen, ultrazvok in CT, in pa oddelek za hospitalno zdravljenje, tam so živali hospitalizirane, pa seveda še oddelek za stomatologijo, ki je tudi precej aktiven. Prej ste omenili protibolečinsko ambulanto, to se mi zdi zelo napredno. A je to običajna praksa, ta protibolečinska ambulanta v veterinarskih klinikah, ali je to v Sloveniji nekaj posebnega, je to bolj nekaj posebnega kot običajna praksa?
Ja, to je mogoče večkrat že nadgradnja. Se pravi, v zasebni praksi to ni ravno, da bi se na veliko počelo. Pri nas si lahko nekako privoščimo, ker smo le usmerjeni v določena ožja področja in običajno protibolečinsko zdravljenje pokrivajo anesteziologi, ki imajo tudi največ znanja z tega področja. Seveda je to vedno komplementarno, potem se poskuša kombinirati z strokovnjaki z področja fizioterapije, recimo, ki jih pač mi na naši fakulteti žal nimamo, pa potem se pač povezujemo z temi iz zasebne prakse. Drugače, na svetovnem merilu je protibolečinska ambulanta se uveljavlja zadnjih nekaj let, ne? In v teh ambulantah obravnavamo predvsem živali s kronično bolečino, nekaj tudi z akutno, ampak največ je to kronična bolečina, ki je vezana na ortopedska obolenja pa onkološki pacienti. Žal se, moram reči, večkrat srečam pri svojem delu s pacienti, kjer jim lahko ponudim samo še neko življenje brez bolečine do tistega svojega zadnjega konca. Se pravi, je precej paliativne oskrbe tudi v tem kontekstu. Vi ste kot raziskovalka sodelovali že v nekaj evropskih projektih, tudi s filozofsko fakulteto, se pravi veterinarska medicina in humanistika si le nista toliko narazen, da ne bi mogli sodelovati. Letos sodelujete s prav posebnim projektom, ki nekako tudi vključuje to protibolečinsko strategijo, ki jo lahko ponudite živalim. Ali nam lahko predstavite ta letošnji projekt? Ja, letos sodelujemo s projektom Obraz pove vse. In sicer gre za to, da se v zadnjih 10 letih se je v veterini pričelo ocenjevati oziroma poskušati prepoznati bolečino pri živalih na osnovi obrazne mimike. To je v bistvu zelo preprosto, namreč gledamo, kako se pri živali recimo spremeni položaj vek, potem kako so recimo žvekalne mišice zategnjene in se potem na osnovi tega tudi recimo pomakne ustni kot, brke imajo drugačen položaj, lahko se pri določenih živalskih vrstah naredi kot en tak grebenček na nosu, potem položaj uhljev se spremeni, zdaj odvisno pač od živalske vrste, ne. In obstaja že validirane te lestvice za ocenjevanje bolečine s pomočjo obrazne mimike, recimo ena izmed zadnjih je ta pri mačkah. V bistvu je zelo preprosta, ni potrebno, da si veterinar ali pa da imaš neko biomedicinsko izobrazbo, lahko se že kot precej laikov, ki ima dovolj odprte oči za živali, lahko to prepozna. Problem je v tem, da ljudje smo tekom svojega razvoja smo se odtujili od te neverbalne komunikacije in ne prepoznavamo teh neverbalnih znakov, s katerimi nam živali sporočajo, da čutijo bolečino ali pa da trpijo. In zdaj mi poskušamo te obrazne lestvice, oziroma te obrazno mimiko razložiti, bom rekla, laikom, kako prepoznati bolečino na osnovi tega, ne. In recimo, že ko smo recimo strankam pokazali, ne vem, kako izgleda muca, ki je, ne vem, brez bolečine, pa potem sliko muce, ki trpi, so potem stranke same pri sebi začeli razmišljati, moj muc je pa imel tako obraz, zdaj pa razumem in dejansko so, potem ko mi recimo zdravimo v protibolečinski, predpišemo neko terapijo, mi potem stranka pove ob naslednji kontroli, veste, moj muc pa zdaj res drugače izgleda tako bolj vesel, da ima tak vesel obraz, ne. In potem na ta način poskušamo ljudem jih naučiti, da prepoznajo to in da potem seveda pravčasno poiščejo pomoč za svoje živali. Se pravi, imate neko tako izobraževalno strategijo v zvezi s tem, da izobrazite širšo javnost, da lahko prepozna bolečino pri svojih hišnih ljubljenčkih. Tako je. Katere hišne ljubljenčke, naprimer za katere hišne ljubljenčke pa imate izdelano to metodologijo prepoznavanja? Zdaj, ta metodologija prepoznavanja, se pravi, te obrazne lestvice so že validirane za mačke, za pse je nekoliko težje, trenutno so še v postopkih validiranja, ker pri psih, za razliko od mačka, imamo zelo različne oblike obraza. Od brahicefaličnih pasem, kot je recimo nek buldog ali pa mops, pa do lihocefaličnih, kot je recimo hrt. In seveda to je popolnoma drugačen obraz in seveda tukaj majčkeno težje potem to validirati. Jaz si predstavljam, buldog že sam po sebi izgleda, kot da ga nekaj boli, medtem ko hrt ne.
In zdaj tukaj narediti neke enotne parametre je verjetno veliko teže kot pri mačkah. Recimo pri enem hrtu bo dosti lažje prepoznati, ne? Recimo kot pa pri enem brahicefaličnem psu, ki je dejansko stlačen, ne? In tam je težko potem določiti. Zakaj pa se jim pravi brahicefalični psi? Kratkogobčni ali brahicefalični. Ja. Ker imajo skrajšan gobec, v bistvu gre za žal napačno vzrejo oziroma napačno percepcijo človeka, kaj je lepo, in so se pač začele te pasme vzrejati na ta način, da se jim je vedno bolj krajšal gobec. Ne pomeni, da se je nekaj skrajšal, ampak se dejansko, če si vi predstavljate, da imate en gobček hrta in ga potisnete ob steno in ga stlačite. In vse te strukture so se morale stlačati. Zobmi vred. Tako je, in zaradi tega imajo te živali hude probleme potem pri dihanju, ker imajo deformirane nosne hodnike, potem v grlu recimo imajo lahko enkrat anatomskih nepravilnosti, recimo predolgo mehko nebo, potem imajo preozek sapnik, bistveno ožji kot recimo druge pasme psov, in te živali imajo hude težave z dihanjem. A lahko potem rečemo, da nekako vzreditelji psov dirigirajo trend, kaj je lepo, veterinarska medicina pa skuša to preprečiti, ali kako, na primer, vi lahko posegate v tako napačno percepcijo lepote pri živalih? Ja, ravno kar se tiče teh brahicefaličnih pasem, je zdaj že nekaj let predvsem močna iniciativa strani veterine, tudi strani Evropskega združenja veterinarske medicine, FECAVA, kjer se propagira, izobraževanje, da bi se te pasme nehale v bistvu zrejati, ali pa saj, da ne bi šle v take ekstreme naprej. Zopet smo pri protibolečinski terapiji. Protibolečinska terapija je seveda povezana z empatijo do živali. Lastnik ima empatijo in hoče živali pomagati čim prej. Ali opažate kakšne spremembe v dojemanju bolečine pri lastnikih? Kako skrbijo za živali zdaj in kako so skrbele, ko ste začeli svojo kariero kot veterinarka in raziskovalka? Ja, to se je zdaj že dobrih 20-25 let delam na tem področju in dejansko so se stvari precej spremenile. Ljudje so postali vedno bolj empatični, vedno prej prepoznajo, prej poiščejo potem tudi pomoč in včasih celo pretiravajo, včasih pride celo do tega, ampak so se stvari zelo spremenile. No in mi smo recimo pred parimi leti smo imeli en projekt po kreativni poti do znanja, ker smo študenti veterinarstva, študenti z Filozofske fakultete in Ekonomske fakultete v sodelovanju z veterinarsko zbornico in pa z podjetjem iz gospodarstva smo imeli tako raziskavo in smo ugotavljali, kako tudi veterinari prepoznavajo bolečino in kako se potem odzove na to, kako pomagajo živalim in seveda lastnikom. In smo pač prišli do zelo podobnih rezultatov kot v drugih zahodnoevropskih državah, kjer so bile tudi že narejene te raziskave in objavljene študije, da dejansko mlajši kader recimo je dosti bolj empatičen, dosti prej to prepozna in se tudi odzove na to, kar lahko precej povezujemo s tem, da je tudi v teh kurikulumih, ki jih imamo, kar se tiče poučevanja anestezije in analgezije in protibolečinskega zdravljenja, je to precej poudarka v zadnjih, sigurno 10-15 letih, medtem ko sem še jaz študirala, bilo o tem praktično ni bilo dosti besed, o tem, da živali trpijo lahko, da čutijo bolečino, da je treba analgetike uporabljati, to je bilo zelo skromno. Zato te starejše generacije mogoče niti niso imele tega. Niso tako ozaveščene o tem. Tako niso bile ozaveščene. Naši so pa ozaveščeni in tudi, morda ni samo to, so bolj empatični sigurno. Prej se bojo odzvali na ta način. Našteli ste veliko inštitucij, ki so na primer sodelovali pri tem projektu. Predstavljam si torej, da tudi veterinarska medicina mora delovati interdisciplinarno, ko gre za neko znanstveno-raziskovalno dejavnost. S katerimi inštitucijami, na primer, se ponavadi povezujete, kadar rešujete nek znanstveni problem? Ja, vsekakor interdisciplinarnost je izredno pomembna, ker sam ne moreš nikoli izpeljati neke res dobre raziskave. Mi se v našem kliničnem delu in okviru naše programske skupine na veterinarski fakulteti največ povezujemo z Onkološkim inštitutom
in pa z medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, s katerimi sodelujemo pri veliko teh translacijskih raziskavah, kar pomeni, da so ti rezultati teh raziskav so prenosljivi v humano medicino. Smo pa tudi, in tudi jaz osebno sem že veliko sodelovala v preteklosti z Fakulteto za farmacijo, potem Inštitut Jožef Stefan in pa seveda z družboslovnimi fakultetami, s kolegi z Fakultete za družbene vede in pa s kolegi z Filozofske fakultete. To je zelo zanimivo sodelovanje, moram reči, sploh kadar sodelujemo z družboslovci in pa humanisti, ker mi imamo en tak, naravoslovci imamo en pogled na določen problem, družboslovci in humanisti pa drugačnega. In na ta način se odlično dopolnjujemo, smo komplementarni, a ne? In je dosti boljši končni rezultat, kot pa recimo, če ti samo v eno smer gledaš. Ste uspešna veterinarka, a si predstavljate, da bi bili lahko uspešni tudi v kakšnem drugem poklicu? Jaz mislim, da si lahko uspešen v vsakem poklicu, katerega delaš rad, v katerem uživaš, a ne? In ti prinaša veselje. Ker jaz rada študentom veterinarstva povem, da recimo študij veterine ni samo pač študij in potem nek poklic. To je način življenja. Včasih kakšnega, recimo na začetku kakšnega bruca je fino malo prestrašiti, ne? Ker poveš, veš, to, če želiš res delati kot nek klinik, recimo, lahko govorim za veterinarje, ki delamo kot kliniki, to pomeni dežurstva, to pomeni pripravljenosti, to pomeni, da ko bojo drugi šli na dopust, boš pač ti mogel dežurati. Ko bojo drugi prosti, recimo za Božič, te bo recimo stranka klicala, pa boš šel v službo. Tako da moraš imeti zelo razumevajočo družino in partnerja, ne? Ko imaš na nočni omarici telefon, pa te pokličejo, to ne pomeni, da greš na kakšne skrivne sestanke, ampak greš v službo delati. Ja, pri nas so te skrivni sestanki, so kar v službi z našimi pacienti. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za ta pogovor. Dali ste nam uvid v vaše delo na Kliniki za male živali, uvid, kako sodelujete z drugimi inštitucijami in želim vam vse dobro za naprej. Hvala lepa.